Dober dan, lepo pozdravljeni. V imenu vseh treh koproducentov predstave Iliada in pa seveda umetniške ekipe pod vodstvom Jerneja Lorencija. Tu smo Barbara Hink-Samobor, direktorica Mestnega gledališča Ljubljanskega, Igor Samobor, ravnatelj Ljubljanske drame in jaz Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma. Prav lepo vas pozdravljam. Rada bi povedala, da že čez nekaj dni bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na Galusovem odru ta premiera, zaradi katere smo danes tukaj. Rada bi povedala tudi to, da je Galusova dvorana in njen oder dejansko nekaj posebnega. To je dvorana, v kateri so na tem odru v zadnjih 30 letih nastopali največji čarodeji in magi svetovnega gledališča 20. in 21. stoletja, od Roberta Wilsona do Filipa de Coufleja. Prav poseben praznik za Cankarjev dom pa je, kadar ima priložnost, da se v tej dvorani na tem odru rojeva nova predstava. In sicer nova predstava v sodelovanju z našimi koproducenti. Eden od drugega smo se med tem procesom veliko naučili in se inspirirali medsebojno tako na področju finančnega menedžmenta, tako na področju skupne promocije in marketinga. Rada pa bi posebej poudarila tudi to, da je tehnična ekipa Cankarjevega doma sodelovala skupaj z umetniško ekipo obeh gledališč pod vodstvom Karmen Ključar, tehnične direktorice Cankarjevega doma. Naša tehnična služba je v to produkcijo vložila ogromno sodobnega znanja o sodobnih gledaliških tehnologijah in pa predvsem veliko ljubezni do tega projekta. Zato se našim koproducentom in pa umetniški ekipi v imenu Cankarjevega doma iskreno zahvaljujem. In zdaj predajam besedo umetniški ekipi, kakor tudi obema direktorjema gledališč. Hvala lepa. Dobar dan, hvala, da ste prišli v takem številu. Mogoče je najbolj prav, da najprej jaz vzamem besedo in jaz bi mogoče malo bolj prosto govoril in sicer bi rad govoril o kronologiji sploh nastajanja tega projekta. Ideja sama o projektu se je rojevala, moram priznati, da že mogoče, kako vem, 10 ali 15 let, tudi ko sem prvi vstal na tem odru, vem, da se mi je zdelo, ko sem gledal razsežnost tega res lepega odra, se mi je zmeraj zdelo, kako bi bilo krasno, če bi tukaj na tem odru stali, ne vem, najboljši igralci cele Slovenije in naredili neko veličastno stvar. No in seveda, takrat, ko sem o tem razmišljal, je to bila samo sanjarija. Ko sem postal ravnatelj, sem hmalo zatem dobil klic iz Cankarjevega doma od gospoda Rotovnika, če bi nadaljevali serijo naših koprodukcijskih sodelovanj in takrat je seveda ta sanjarija postajala vedno bližje. In ker vsi vemo, da živimo v času krize, da živimo v času finančne, moralne in tako naprej. V času, v katerem je kultura in umetnost, gledališče in vse, kar temu sodi nekako na nekem stranskem tiru, na neki zadnji strani vseh novic in zanimanj, se mi je zdelo pravilno, da v Cankarjevem domu skupnimi močmi pokažemo, pravzaprav, kako je gledališče živo in kako se odziva na svet okoli sebe, ne samo skozi umetniške užitke, ampak tudi kot možnost nekega pogovora, nekih razmislekov o stanju v družbi, v katerem smo. Čas je, da se zastavljamo resna vprašanja. Seveda, vse te krize, ki so okrog nas, kriza časa, v katerem smo, za sabo seveda potegne tudi krizo
identitete in to je nekako rdeča nit, če temu tako rečem, sezone v drami in seveda kje ćemo drugače začeti kot pri nekem temelju, kjer se ob tem, kam je zgodovina, kam je evropska civilizacija šla, začnemo sploh spraševati, se pravi, gremo skozi zgodovino vojn, ker to je pravzaprav katalog naše zgodovine. Po tem klicu iz Cankarjevega doma sem seveda stopil do Jerneja Lorencija, ki je, kot veste vsi, v zadnjih 3 sezonah svojo ekipo napravil 3 najbolj uspešne predstave in sva se začela pogovarjati o temah in tema, ki jo je takoj, glede na vse najne pogovore in postavil, je bila Iliada. Se pravi, mit, zgodba, kot Lorenci lepo zapiše v svoji spremni besedi. In šlo je seveda tudi za pogovore s koproducenti, s partnerji, ki bi to idejo lahko na oder pri Cankarjevem domu postavili. Povabil sem pogovorom mestno gledališče, mladinsko gledališče, ki se žal zaradi terminskih razlogov na našo veliko žalost ni moglo udeležiti. Pogovarjali smo se s simfoničnim orkestrom RTV-ja, še z mnogimi drugimi, tako da tukaj smo bili res zelo široki. Seveda nekaj je odpadalo zaradi terminskih razlogov, nekaj iz vsebinskih razlogov in zdaj smo tukaj ekipa, ki bo v soboto stopila pred vas, je sledeča. Zdaj, če dobite, bom jaz lepo povedal, po vrsti se mi zdi najbolj prav. Iliado so avtorji priredbe so Jernej Lorenci, Matic Starina, Eva Mahkovic. Delamo po znamenitem in genialnem prevodu Antona Sobreta. Dramaturga sta Eva Mahkovic, Matic Starina, lektorica, ki je tukaj, moram reči, opravlja velikansko delo, je Tatjana Stanič, namreč govoriti heksametre v neki sodobni obleki je prav poseben zalogaj in mislim, da je nastala podoba, zvočna podoba in govorna podoba, ki v mnogo čem presega vsaj tisto, kar bi si človek lahko predstavljal, kako je to možno. Scenograf je Branko Hojnik, kostumografinja Belinda Radulović, skladatelj Branko Rožman, koreograf in zdaj tudi naš nastopajoči je Gregor Luštek, oblikovalec luči Pascal Mera in asistent je tudi Luštek, asistentka scenografa Eva Barbara Ravnikar, asistentka skladatelja Zvezdana Novaković. To je avtorska ekipa, ki je pripravila to neverjetno drzno, močno in čustveno nabito podobo, ki jo bomo videli v soboto. Seveda pa prav veselje mi je, da jaz kot igralec lahko še igralce napovem. Jure Henigman, ki bo Ahil, Tetida, Nina Ivanišin, Paris, Aljaš Jovanović, Hefajst, Gregor Luštek, Hektor, Marko Mandić, Brizejda, Zvezdana Novaković, Hera, Jete Osman Fejru, Helena, Tina Potočnik, Zeus, Matej Puc, Patroklos, Blaž Setnikar, Priam, Janez Škof in Agamemnon, Jernej Šuman. To je pravzaprav, kar sem hotel povedati. Eva Kraševec je avtor gledališkega lista, oblikovalka je gospa Spanova. Mislim, da gre za neko čudovito novo obliko in novo knjigo z vložnim listom, katerem je fotomaterial predstave, ki jo bomo prosim gledali.
tako da mislim, da smo v vsem, kar se da, dobro pripravljeni in podkovani. Tako da hvala za enkrat, jaz bi predal besedo Barbari, da še ona mogoče z drugega stališča stvar pove in piše. Dobar dan. Po vsem, kar je bilo zdaj rečenega, bom jaz težko konkretna, to se pravi, da se bom morala že večkrat približati temu, za kar imajo licenco samo avtorji predstave, pa naj mi bo vseeno dovoljeno. Najprej ne povem, da sem se jaz vabilu v to koprodukcijo odzvala brez skepse, navdušeno od prve sekunde, jasno. Pri tem sem imela 3 kronske motive. In sicer moji igralci, moji narkovajih, bodo imeli priložnost spet delati z režiserjem Lorencem. Moji igralci, v narekovaju moji, bodo imeli priložnost igrati z čudovitimi igralskimi partnerji iz drugih gledališč. In tretjič, ti isti moji bodo imeli priložnost nastopiti na tem čudovitem odru in biti 3 mesece del obrata v tej veliki hiši kulture. Že sem gledala eno od vaj v celoti in že sem pridobila neke vtise. Glavna stvar, ki jo ta hip vem, je ta, da vam o predstavi preveč konkretno ne smem govoriti, ker mi predstava tega ne bi dovolila, avtorji še manj. Nekaj seveda pa lahko povem. Torej gre za uprizoritev, ki je ne moramo in ne smemo opisovati, ki jo moramo pravzaprav doživeti in katere glavna lastnost je ta, da opisuje na tisoče ljudi, ki so bili in ki bodo, tisočim ljudem, ki bodo to predstavo zagotovo gledali, ker so si že ali pa si še bodo kupili karto, pa vendarle puščajo posameznemu gledalcu, da bo prosto asociral, kot se temu moderno reče, in da si bo predstavo pravzaprav sam evociral v svoji fantaziji, s pomočjo fantazije, ki jo bo imel pred sabo na odru in v ušesih. Gre za uprizoritev, ki po mojem mnenju poezijo in z njo glasbo ali v obratnem vrstnem redu nekako postavlja nad ostale umetnosti ali vsaj nad ostala izrazila. Gre za uprizoritev, ki polno uživa, izkoristi moč teh 2 izrazil in jih svobodno dopolnjuje. Na ta način doseže neko nadčasovnost, predvsem pa paradoksalno tudi nadjezičnost in neko iskreno in koristno globalnost. Nalašč izbiram to besedo, ki je danes tako velikokrat uporabljena v zelo neprijetnih kontekstih. In zdi se mi, da če boste tako gledali predstavo, kot sem jaz gledala vajo, da boste globalnost ugledali v neki čisto novi in to pozitivni obliki. No, kot že rečeno, govorimo o velikih množicah in Lorenci se kot pač praavtor te uprizoritve, vodja te posadke, vedno znova vrne k posameznikov. To najbrž tudi odločitev, da igralska ekipa ni zelo velika. Namreč Uršula, Igor in jaz smo ponujali mnogo večje skupine ljudi, ki bi lahko bile na odru, pa je rekel ne. Ko boste gledali predstavo, vam bo jasno, zakaj je to rekel. Prepričana sem, da gre za uprizoritev, ki evocira oziroma priklicuje neke podobe, ki
buri domišljijo, ki budi oziroma omogoča lastne asociacije gledalcu, ki odpira zelo široke asociativne pokrajine, ne da bi nas silila v ta ali oni zgodovinski čas, lahko si ga poljubno izberemo. In tako mislim, da je tudi prav. Mislim, da mislim, da uprizoritelji oziroma avtorji vsi od prvega do zadnjega verjamejo v to, da je glasba oziroma zvočna kreacija tista, ki iz katere lahko vstane največ podob, ki so lahko čisto preprosto likovne. Lahko pa gre tudi seveda za neka ne samo slikovna, ampak čustvena in celo filozofska potovanja. To se pravi, da skupaj potegnem to svojo sanjarijo. Uprizoritev zelo veliko povzroči na odru, ampak najbolj postavi na dogajanja v naših glavah. Jaz imam čas, da predam besedo Lorenciju, on bo potem svojim kolegom, ki skoraj vsi spadajo v nabor oziroma ekipo njegovih konstantnih sodelavcev, na njegov generalštab. Vedite, ki tukaj sedimo, Uršula, Igor in jaz, vemo, v jeziku ekonomije bi se Lorenciju reklo, da je on trenutno naša najboljša izvozna možnost. Lastniki njegovih predstav dobivamo vabila za gostovanje tu in tam in lahko celo izbiramo. Tako da je na tem možakarju vedno več odgovornosti, ne samo užitek ustvarjanja, ampak tudi teza odgovornosti za predstavo, za gledalce, predvsem pa tudi seveda za nas, ki smo mu zaupali. Jaz cenim ta njegov tovor in mu seveda skupaj z Uršulo in Igorjem stojim ob strani. Jarne Lorenci. Dobar dan. Ne vem, ta predstava, ki še ni čisto predstava, ki še nastaja, tako iz glave leze nekam drugam. V telo, pa v meso, pa v srce tudi seveda ne. In zdaj se mi zdi, da vse ideje, karkoli bi rekel, da bi bilo malo tako zelo približno, nekje oddaleč, kaj pa vem. Tako da upam, da ne pričakujete od mene česa premodrega, tega ne primerjam. Ampak to, da se pa seli, pa se mi zdi, da pa je okej, da pa smo to nekako želeli ali pa hoteli, da upam, da to ne bo neko pametno gledališče. Intenzivno pa ja. Seveda ne morem mimo tega, da sem blazno vesel, da smo tukaj tako in da dva teatra pa Cankar skupaj. Meni se zdi, to je bila ena izmed naših prvotnih idej, da v tem času, kjer bolj in bolj skrbimo vsak zase, da napravimo neko gesto tudi. Meni je ta gesta bila zelo važna. In se mi je obrestovala, to bodo igralci več povedali. Jaz imam ta privilegij, da lahko skačemo od teatra do teatra, igralci pa nažalost se mi zdi, vsaj meni, da se pa ne srečajo dovolj pogosto. In se mi zdi, da v teh časih radikalnega individualizma, solipsizma celo še to bolj važno. In da ena od nalog teatra, umetnosti je točno te. Tako da meni že ta gesta bila zelo važna. Zdaj seveda, ko smo ti pred primerom, pa ko se mi zdi, da smo res ratali ena fina ekipa, Iliada Tribe, si rečemo včasih, pač se je to potrudilo v konkretnem, na en zame prečudovit način. Hkrati pa ima tudi vezo s Homerjem, z Iliado, to razmerje, kolektiv in posameznik. In se mi zdi, da nekako
recimo te osebe v Iliadi, te prevelike osebe na nek način, da potrebujejo prav to platformo, to, da smo mi skupaj. Skratka, istočasno, paradoksalno zavedanje o živetje lastne samosti, moje samosti, Jernej je sam do konca, hkrati pa Jernej ne obstaja brez vseh vas, je samo del vsega tega skupaj. Glede na to, da pa žene vse te osebe, hibris, mi kaj rekli danes se napuhali, kako smo rekli, približen pojem, in tudi mene Jerneja, zasebnika in režiserja, normalno sem ambiciozen, si želim biti best in vse tako. Skratka, imam ta isti problem in zaradi tega pač mi je fajn se potopiti biti del te ekipe. Ok, protokolarno, jaz sem režiser, jaz to vodim. Normalno, ampak bistvenostno pa se mi zdi, da pa nekako skupaj. In se mi zdi, da gre za to. Za po eni strani malo, skratka, Iliada so nas učili, pa to je kar nekaj velikega in čudovitega in krasnega, ne da bi nam zares povedali, recimo v šolah, da pa je to res ena sama glavnica, ki je napovedala vse glavnice, ki so se zgodile in se dogajajo in se bodo dogajale kasneje. In zdaj ta sestopitev, za moj pojem, recimo ta ustvarjalni kolektiv, malo me pomiri, da sem morda ukrtil malček svoj hibris, hkrati ga pa prek tega istega kolektiva ga pa tudi, če govorim iskreno, seveda, ga pa tudi hranim. Par odločitev v štartu je bilo točnih. Prav pevec, normalno, heksameter, to so ti stari cajti, jaz vse fantaziram, da še ni bilo, da petje in govor nista bila ločena, da je to eno in isto. Da zven, recimo, posamične besede in pomen, da sta bila eno in isto. Skratka, da je zvok je že pomen. Nista ločena, subjekt, objekt, se že nista doživela tega razcepa. Skratka, to je bilo meni eno važno vodilo za vse, kar smo počeli. In seveda, ko smo prišli v to gormozansko Galusovo dvorano in tako, jaz sem se kar prestrašil, da sem postal tak, še ne debel, ampak majhen bajsek. Bila pa je želja udomačiti, nekako intimizirati. In smo se nekako skušali zavedati tudi zgodovine te dvorane. Tudi te zgodovine prireditev, ki niso gledališke in tako. To se mi tudi nekaj tako važno segment. Zdaj imam čutek, da bi lahko kar govoril, hkrati, da nisem čist nič povedal, pa res mi je malo težko tudi, mislim, vsi ful vabljeni, me bo zanimalo, kaj boste rekli, kaj boste napisali. Moram pa reči samo to, da mislim, jaz in vsi smo se nekako lotili te predstave in skušali obdržati ta način in sicer, da ni za to predstava sezone. To ne more biti, kaj pa vemo naprej, jaz nikoli ne moram vedeti, pač mi gremo skupaj na neko potovanje. Tako kot si želim, da bi vsakemu človeku dal šanso, recimo. Pol, ok, sva za skupaj, nisva se razumela, nima veze, ampak šanso pa ja. No, in tako se zdi, da smo iz tega štartali, smo morali malo prevetriti svoje glave, veliki Homer, pa veliki Mahil, pa Zeus, pa Gallus, pa dva osrednja teatra, pa vse to skupaj. Pač zdi se mi, da smo nekako štartali in se mi zdi nekako skušali vzdrževati, pač iščemo eno gledališko doživetje. Hvala. Tukaj jaz, ko sem opazovala ustvarjanje, se mi zdi, da je bila veličina Homerja še najmanj pod skepso, če se navežem na Lorencija. In predlogu so zelo lepo delali, kar je v bistvu fajn. Ta dva, ki sta skupaj z Lorencijem delala na tekstu, sta bila dramaturga Eva Mahkovic, pa Matic Starina, pa ima zdaj dajem besedo. Lahko pa bi se v bistvu dotaknil kar te adaptacije. In sicer napisani smo samo jaz, Jernej in Eva, ampak mi smo v bistvu na začetku pripravili neko grobo verzijo. Naredili smo ogromno bolečih rezov, ker kdorkoli je prebral kadarkoli Iliado, se je sigurno zalil v prizore, v like in to in pač količina materijala je taka, da to je
nemogoče vse skupaj spraviti na oder. Ampak pripravili smo pa v bistvu nek playground, vedeli smo, kako ekipo igralcev imamo in vedeli smo v bistvu, kaj te igralci lahko ponudijo. Tako da v bistvu je potem iz tega našega grobega materiala smo skupaj v procesu, je organsko nastavil tekst in k temu tekstu so dogajali vsi sodelujoči, vključno s ostalo ekipo in seveda tudi igralci. Tako da to je še vedno je Homerjeva Iliada, ampak mislim, da je tudi predvsem naša Iliada, celotne ekipe in pa kmalu pač tudi vaša. Jaz bi pa mogoče šla malo bolj ozko vsem, mislim malo ožje od tega pri tem informacijah o adaptaciji. In sicer nekaj, kar je meni blazno fascinantno pri Homerjevi Iliadi, je ta njegova uporaba časovnega okvirja, oziroma kako sploh konstruira časovnico te svoje zgodbe, zato ker čeprav je to ep, in mislim, da je ful važno, da se ves čas zavedamo tega posebnega žanra, je to, da je v bistvu sama neto zgodba, ki jo on tukaj opisuje, samo drobec v neki zelo bolj široko zastavljeni zgodbi trojanskega cikla in da dejansko vsi bolj atraktivni dogodki, ki jih verjetno večinoma poznamo, kot so konj pa padec Troje in začetek mogoče vsega tega, kako je bilo za ugrabitvijo Helene in s tem, tega v Iliadi dejansko sploh ni. Cela Iliada obsega, mislim, da čez dogajalni čas 43 dni in še od teh 43 je zadnjih 12 in prvih 8 v bistvu se dogaja nekaj drugega, se pravi večinoma se pa več vse zelo nagosto dogaja v 20 dneh. In potem gre za nekako prav neto izkoristek časa, skoraj realistična slika časa, kar zdaj tukaj gledamo, neko nenehno ciklanje v bitkah, v situacijah, ki so najprej na eni strani upriti, potem drugi, v bistvu ful zaciklano vse in kako zdaj to nekako urediti in postaviti pač v uprizoritvenem postopku na oder, pri čemer ne bi še zmerom izgubili te epske širine. To se mi zdaj pri sestavljanju tega uprizoritvenega besedila mogoče eden izmed ključnih izzivov. To je v bistvu to, kar sem hotela povedati. Hvala. Jaz bi pa zdaj prosil Tatjano Stanič, da svoje bitke z jezikom malo pove. Z igralci in s Homerjem. Torej, kot je bilo že v začetku povedano, tukaj gre za dejansko kongenialen prevod, za prevod, ki je dobil Prešernovo nagrado in po vseh teh letih, ko smo ga spet vzeli v roke nove generacije, recimo, se je izkazalo, da ta genialnost dejansko drži. Zgodi se pri tako natančnih analizah, kot so analize dramskih tekstov, recimo pri študiju za uprizoritev, se zgodi, da začne kdaj pa kdaj, nažalost, kakšno besedilo tudi razpadati. To besedilo ni začelo razpadati, ampak se je potrdilo. Je pa seveda se potrdilo tudi to, da to ni gledališko besedilo, da to ni dramski tekst, kot je Eva povedala, gre za ep, gre za posebno strukturo podajanja podatkov, informacij in za vers, heksameter, ki ga je bilo treba nekako oživiti, ozavestiti na gledališki način. Zato je študij potekal na bi lahko rekli, v 2 delih. Najprej analiza samega besedila, s čem imamo upravka, kaj je to heksameter, kako se pove, kako priti do bistvenih informacij. Potem je bilo treba pa to spraviti v gledališko formo. Tako da to, kar se bo slišalo na odru, je pravzaprav gledališka interpretacija neke epske pripovedi. Tukaj v tem trenutku bi se rada zahvalila predvsem tonskim mojstrom in pa tudi skladatelju Branku Rožmanu, ki so z neverjetno intenzivnostjo in zagnanostjo ozvočili dvorano, ki ni namenjena primarno govorjenju in s tem omogočili, da bomo to v bistvu epsko strukturo lahko tudi dobro poslušali, pa tudi igralcem bi se rada zahvalila, ker so tukaj naredili več,
kot se ponavadi dela pri besedilu, gledališkem besedilu. Tukaj jim ne pomaga situacija, razvoj značajev mizanscena, tukaj so prepuščeni goli besedi in so se z njo spopadli za moje pojme fascinantno in recimo upajmo tudi zelo uspešno. Hvala. Zdaj tukaj z nami manjkajo trije, ki so zelo pomembni za predstavo. Skladatelj Rožman, ki je ravno kar ga omenila, Tatjana Stanič, potem Zvezdana Novakovič, ki nastopa kot glasbenica in tudi kot igralka ves čas na odru, in pa Janez Škof iz igralske ekipe, ki nosi en del tudi tega glasbene odgovornosti. Tako da te tri bi zdaj jaz obremenila kot konferencije z govorjenjem. Tako bom pa kolego Lušteka, ki je nekako tudi za njim zelo velikim avtorskim delom, zdaj celo z nastopom na odru, spaja vse te svetove, glasbenega, gibalnega, govornega in še marsikaterega drugega. Grega Luštek. Meni je v tem procesu zelo zanimivo, ker so se skupaj naslanja na heksameter in kako dobiti recimo en ritem v telo, kako izgubiti na nek način odmakniti ali pa zaobiti neko konkretno narativnost in jo najti z neke druge poetične, ritmične pozicije in mislim, da so recimo vsi igralci, ki se jim zahvaljujem in lepi in polni željni energije in da mislim, da imamo to vse, ki bo nekako skoraj uspel zaobiti to. Ker tukaj tudi tu v bistvu neka konkretna narativnost se mi zdi, da ne funkcionira, zaradi tega, ker je iz neke druge pozicije, iz nekega ritma, iz heksametra, tako ker ta neka pripovednost telesna, direktna ne funkcionira. Zdaj, kadar se napotimo v Galusovo dvorano, bodi si kot ustvarjalci, bodi si kot gledalci, se zmeraj vprašamo, Galusova dvorana, krasno, tehnično opremljena, največja, idealna in tako naprej. In je vstopiti kot scenograf v to, recimo v vesolje ali pa v ta velik prazen prostor, eno tako zelo pomembno dejanje, zdaj dajem besedo Branku Hoviniku. Jaz bi še enega izpostavil člana posadke, ki ga tudi zdaj ni z nami, to Pascal Meraz, oblikovalec Clover. Se mi zdi, da je to v Sloveniji zelo podhranjena panoga, kjer bi še morali dosti napraviti. Tako da to je levi delež. Prostor je v bistvu past za luč. Ne vemo, za vlastnem delu ne bi zdaj pretirano rad pametoval, se mi zdi meni osebno zelo težko, brez da bi bolj zapadal v neko banalizacijo ali pa pretirano mistifikacijo vlastnega, ne vem, pač delanja. Bi pa eno oguljeno frazo, da res občutim kot totalni privilegij, da sem lahko sodeloval res s to ekipo. Če bi danes lahko bili, ne vem, priča, kako se rodi en prizor, bi razumeli, o čem govorim. Hvala. Hvala. Zdaj seveda igralce, jaz seveda, če bi zdaj bil z nami Janez Škof, bi rekel Janez, kako sem zdaj spregovoril. On je ne samo Priam, on je neke vrste pripovedovalec, on je Homer, on je tisti, ki nekako vodi in pelje in nas pripelje v zgodbe in v zgodbo. Tako bi pa pravzaprav igralce vprašal, kdo
želel izpostaviti kakšno svojo misel v zvezi z delom, ki smo dobili, ki ga bomo priča. Marko daš. Za njega porad, par je določil. Ogojna fraza se mora ponoviti, izjemen privilegij delati s to ekipo, avtorsko in seveda imeti možnost se srečati z soigralci oziroma kolegi iz drugega gledališča in z nekaterimi pač prvič stati na odru, oziroma niti ni pomembno samo stati na odru, ampak se mi zdi celotno delo in biti prisotno na vseh vajah in deliti mislim, ves ta čas skupaj z njimi je fenomenalen privilegij. In seveda tudi to, da nam dajo priložnost, ker te svoje teritorije nekako poznamo in dramo in MGL, nekako vemo tudi, kako recimo tudi ta tehnični ustroj deluje, ampak priti na ta velik oder v hišo Belo Candlerjevega doma in potem tle spoznavati to tehnično ekipo, ki moram reči, da je res izjemna in se ji v imenu najprej celotnega tega Trajpilijade zahvaljujem. In to je to, ja. Super, hvala. Jaz predlagam, da naredimo cik-cak, ker pa sem moral uglasiti tukaj Zeus iz MGL-ja. Ne, seveda tudi jaz bi samo povzel to, da v bistvu je treba to predstavo ne preveč govoriti o njej, sam prid, odprte glave, odprtih src in jo doživeti. In zato tudi se mi zdi, da čim več govorimo o njej, čim več slik pokažemo, jaz bi že te slike dal stran, da vidite, to bolj vidite, ker se mi zdi, že to preveč razkriva. Sam pridite in doživite. Tako smo mi, tukaj je Brane rekel en prizor, ki smo ga ravno kar naredili, jaz zdaj se tako razjočem. Tako da upam, da bi spodili. Hvala vam vsem, kolegom, vam vsem, krasna gor. To je emotivna zadeva. Daš prosim tam Nini, če gremo cik-cak. Vse, kar je bilo že povedanega, to lahko dam, da mi je všeč, da je znotraj tega velikega koncepta pač vseh teh sodelovanj in vsega tega, tako kot že je povedal, da se uspela vseeno ohraniti pristno ustvarjalnost, ki pa je vezana na pač konkretno delo kot tako, ne pa na okoliščine, v katerem se delo pač ustvarja in zato se mi zdi, da je super, da pobuljeno sem imela priložnost sodelovati. To je gotovo v redu in znotraj tega se mi zdi, da več meni recimo zelo navdušilo znotraj te velike zgodbe, ki se dogaja, kot spoznaš, da v bistvu je stvar v človeku samem, enem, dvema recimo, ki sta potrebna za en konflikt, da se razpase na cel svet. In še spoznanje recimo, da na žalost ena pomembna smrt od teh ta smrti milijonov. To je tudi, če je pravo ali ne, če je to dobro ali ne, to ne vem, ampak tako pa je. Super. Hvala. Hvala. Jaz mislim, takole, če gremo Tina. Mislim, to je cik-cak. Ja, jaz bom videla eno posebno izkušnjo, ko sem zvedela, da bom sodelovala pri tem projektu. Mi je bilo najprej grozen, ker te grozljivi ljudje iz drame, ki sem jih gledala na odru. Ampak na začetku smo imeli vajo v MGL, pa sem se počutila še super, to je moje, super je. Potem smo se preselili počasi v dramo, tam je bilo že tako. Potem smo šli končno v Cankarjev dom, na tak neutralen teritorij in potem sem se vsak dan v koga izmed teh čudovitih soigralcev zaljubila. In to v drami? Drama deluje. V drami še tega ni bilo v Cankarjevem domu. Lepo prosim, če daš mikrofon.
Prvo zaljubi. Ja, sej, tudi ne vem, kaj ne povem. So igralke. Se mi zdi, da smo zdaj prišli do ene faze, kjer se ta projekt počas zaključuje in se mi zdi, da je bilo to eno zelo lep čas. Zdaj, kar se mene tiče, je na nek način že s tem, ko smo skupaj delali, se družili, kaj smo rečem, da je s tem že pravzaprav sem jaz že potešen, no. Ne glede na to, kako bo ta predstava rezultirala, mislim, da je zelo je bilo lepo. Zelo lepo sta se dopolnila. Jurek je ima. Ja, meni je tudi ta proces v celoti bil, pa mi je še vedno zelo zanimiv, poln preobratov. Zdaj, ko preberem, tle sem prvi napisan kot Ahil, pa mi je v bistvu zelo smešen, ker ne se ni nobena skrivnost, v bistvu sem šele 7. dan Ahil. Prej bi to Sebastian Cavazza. Sebastian Cavazza, ki se je nesrečno poškodoval in smo nekako mogli rešiti to zagonetko in v bistvu smo se vsi strinjali in nam je bilo vsem zelo všeč, da vse ostane v družini, tako da smo se pol nekako te vloge razdelili s tem, da je še Gregor not prišel pa prevzel vlogo Blaža, Blaž prevzel mojo vlogo. In moram reči, da ne vem, jaz zelo ne maram uskokov, to potrdi tudi moja direktorica. Sem se že zdaj z vsemi 4 temu branil, ampak če že, pol naj se zgodi tako v taki ekipi v bistvu. Tako ne vem, je bilo nekako organsko lepo. Tako se mi zdi, da se nam radi, da si zaupamo, da v bistvu mi sploh ni težko. Če prosim do Aljaža. No, pa bom pa jaz končal. Samo še z enim imenom, ki je bil tudi z nami od vsega začetka in je tudi z nami v glavnem Primož Prirat, Primzi. Ga vidite tudi po mestu, z nami ga ni, se pravi, dosta manj. Radi ga imamo vsi in če se vrnem sam še na režiserja, večkrat sem že stal v delu. In neverjetno je vedno, ko pogledam nazaj, nikoli ne vem točno, kdaj se stvari zgodijo. Nikoli ne vem točno, kaj je to za en proces, ampak kar so, ne da bi kdo kaj hotel. Tako. Še Blaž Setnikar in na koncu pa bo še naša danska moč. Ja, no, sej, jaz bom kratek, mečem glas zdajle, ampak sej so že vse povedali, jaz nimam kaj reči, jaz sem blazno počaščen, da sem del te ekipe, da stojim na odru s toliko prečudovitimi kolegicami in kolegi. Pač ne glede na te vse vrtince in te, ki se dogajajo zdaj tudi v zadnjih dnevih, pač tako pač je, ne. Jaz mislim, da se ta proces za vso ekipo, ki je udeležena, lepo zaključuje in se veselim tudi sam rezultata. Idemo do konca, ne? Hvala. Hvala. Še jete. Hvala. Jaz bi rada omenila to, da se mi zdi nevedeno o takem procesu, ki je seveda zelo ambiciozno nastavljeno, da mi niti ne enkrat slišimo od Jerneja, da moramo ali stisniti, ali prehiteti, ali da nimamo časa, ali ti
nas sploh ne sekirajo. To je, ja, ampak v teh časih, ker v šolah, v službah, ne vem, vse povsod nekaj se sekiramo in skozi smo taki, da moramo nekaj. Tukaj tega ni, niti enkrat smo slišali, dajmo zdaj. In to se mi zdi, Dajmo čikec to prej. Ja, več. Insistiranje na To sem hvaležna. Hvala. Jaz bi tudi povedala, kaj se meni zdi neverjetno. Meni se zdi neverjetno to, da po včerajšnjem ogledu recimo vaje, se mi zdi neverjetno, kako lahko človek v tako velikem prostorskem volumnu, kot je Galusova dvorana, ustvari tako intimno predstavo. Zaradi tega, ker Galusova dvorana ni noter vedno povezujemo z nekim spektaklom in ko kot gledalec gledaš, je že v tisto gledanje spektakla vključeno tudi to, da ga gledaš skupaj z eno množico ljudi. Včeraj je bil pa tak občutek te intimnosti v tem smislu, da imaš občutek, ko gledaš to Iliado, da jo gledaš, kot da bi bil sam v dvorani za ljudmi, ki so na odru. In to se mi zdi v tako velikem volumnu ustvariti tako toplino, pa res nekaj fenomenalnega. To je mislim, taka kontradikcija med prostorom in med intimnostjo. Tako da bi rada še enkrat, tudi to, kar je že Igor omenil, povedala, da se mi zdi krasna tudi ta vizualna podoba Maje Kspan, naša oblikovalka v Cankarjevem domu, kjerkoli po Ljubljani hodimo, pa tudi izven Ljubljane v tem urbanem okolju, vedno nas te obrazi srečujejo in nas gledajo naravnost v oči. In tudi taka je ta Iliada. Zelo blizu se počutiš kot gledalec. Vse to je zdaj moja izkušnja, ne, vaše bodo verjetno drugačne. No, to se pa meni zdaj tako neverjetno. Ja. Mislim, da smo zdaj že pripravljeni na vaše vprašanja. Prosim, izvolite. Spade Tanja Miller, Aleksandar Loren, tudi igralcev je še idejno šmiten že pozabil, da je on to Miller. Skratka, nobenega problema s tem. Ti največ govoriš. Ful super. Lahko kaj poveš o tem parku? Ja, prosim. Jaz lahko to povem, da mi jemljamo celotno to gmoto besedila, ki smo ga seveda iz še večje gmote izbrali, kot eno telo, ki ga je treba, oziroma kot nekega mrtvaka, ki ga je treba oživiti in spraviti k življenju, tukaj v tem trenutku pred vami na velikem odru Cankarjeve Galusove dvorane in se absolutno strinjam s tem, kar je povedala Uršula. In zadnjič so nas popeljali tudi, včeraj je bilo to, čist na zgornji balkon in če bi bil gledalec, bi si želel predstavo gledati od tam, ker imaš ta občutek intime, tudi tam zgoraj, kjer so ljudje na odru zelo, zelo majhni. Tako da se mi zdi, da mora biti tam zgoraj pod oblaki eno super, mislim, dobra izkušnja. Tako da vabim tudi tiste, ki mogoče še kolebajo, pa ne vejo, ali bi kupili karto na balkonu, da nekaj naredijo. Tudi tam slišam, ki sam vretič. Še kakšno vprašanje morda? Ja, mogoče tole, no, kako se da tako stvar v parih dneh, to se mi bi res velika težava, težko izperati, da v tako kratkem času en tak velik zalogaj predelaš, postaviš noč. A to pomeni, da že prej določene stvari nekako vsrkaš in da si že toliko noter odprej, da se da potem tako skok narediti. Ker verjetno v tujini je pač tam, ki si lahko to povoščil v gledališči, tega niti ne bi šli tvegati, ampak je alternacija že od samega začetka. In se mi zdi veliko čim tudi tveganje, da naša gledališča morajo počakati pa videti, kako bo pa, če je treba vskočiti. In je to sigurno na veliko delo in spravo, jaz si ne predstavljam, kako to narediš. Ja, ne vem, počas pa z užitkom.
Pač prvi problem je bil seveda tekst. Ne. To najprej me je v bistvu največja panika zaradi tega, kako bom jaz ta tekst, ker ta heksameter je vsem toliko specifičen, da se ga ne moreš naučiti na hitro, tako ne vem, kakšno sodobno dramo. Ima vseeno eno svojo specifiko in ti rabiš več dni, da nekako to dudlaš, da ti na koncu vse besede ostanejo not in na tistem mestu, kjer morajo biti. Ker na začetku prve par dni sem jih iskal povsod, ne samo po glavi, tudi po tleh, po stropu, tako so mi bezlale. Seveda mi je lažje na nek način, ker sem bil cel čas zraven, kakor da bi zdaj me pripeljalo zunaj, pa bi debelo gledal, kaj se sploh greste, pa kako to izgleda, pa bi rabo en določen čas, da bi se vklopil, tako v bistvu tega časa nisem rabo, že prej smo se povezali, smo bili skupaj, tako da iz tega mi je bilo to dosti lažje. Ne vem, je pa nekako specifika te vloge v bistvu taka, da meni Juretu nekako pomaga. Jaz nekako skozi tega Hila v bistvu mogoče na nek način celo lažje diham, kakor sem prej skozi to svojo, skozi vlogo Patroklusa, tako da še kdo? Najlepša hvala vam, ker ste nas poslušali, hvala vsem, ki ste nekaj spregovorili in se vidimo v soboto. Hvala lepa. Hvala.